Servus folk, dobrodošli na moj YouTube kanal Edino z vami in danes bomo govorili o tem, kaj se je to meni včeraj med službo zgodilo. To je bil en normalen dan, mislim, da bo vse ok, normalen službeni dan. Tiho sem imel muziko, tako po navadi in pil sem kafe. Začne nekaj v srcu tako malo stiskati. In jaz sem tako, ok, sej bo to spustilo, ne, ampak me ni. Začel sem čutiti ful mrzle roke, tako bilo komolcev, za časom vedno bolj. In vedno manj sem čutil, kot da sploh niso moje roke. Ne. Zatem sem dobil ful mrzle švic in začelo se mi je ful blest, kako bi rekel, glava me začela boleti in sem ful težko dihal in me začelo boleti srce. In na levi strani me je malo bolj bolelo. Kako se jaz spomnim, kako smo se učili po prvi pomoči, ne, to je pa ful veza za srcem in se začeli napadom. Ja, zatem so rešilci prišli po mene in so mi izmerili pritisk. Sem imel pritisk okoli 160, kar je dejansko kar visoko. So me začeli pač spraševati, če imam kakšne probleme pred tem, če sem jaz rekel, nimam nič, pač ne da bi vejo, ne. Edino kaj sem jim rekel, da kaj se mi je začelo dogajati, je, da sem imel, to je že več tednov se mi to dogaja, da recimo začnem kar naenkrat v srce biti, ampak se umiri vedno, ampak zdaj se ni hotel umiriti, ne, in mi je bilo ful čudno. Sem vprašal, če grem z njimi v bolnico, sem tako rekel, ja itak, jaz se nisem res počutil, meni je bilo ful mrzlo, jaz nisem čutil rok, ne nog, jaz ne morem tega opisati, to je bilo ful hudo. To je bilo ful hudo. In so me peljali pač bolnice, ful hitro smo tja prišli, so me dali na voziček in v sobo 7, koliko se spomnim. In tam so me priklopili pač na infuzijo in na EKG. Na vso srečo EKG nič ni najdel. Bom probal tako čim bolj skrajšati to zgodbo, da vidite, o čem se grem. Na srečo EKG nič ni najdel, ampak so mi rekli, da moram vseeno probati ta stres zmanjšati, da sem šel v kao hiperventilacijo, panični napad, ampak jaz ne vem, zakaj je brez panični napad. Res, meni je bilo čisto v redu, jaz sem imel čisto normalni službeni dan, pač ne vem, pil sem kavico. Čeprav, to se mi je zgodilo, ko sem kavo spil, mogoče 10 minut potem. Še dejansko nisem celotno spil kavo, tako skoraj sem, malo je manjkalo, da spijem, pa pač bilo to, ampak ja, v glavnem, ne vem, še sam ne vem, ampak so mi rekli, da je vse ok načeloma, da sem šel panični napad, ampak so me napotili pač kardiologu in bom tam imel nadaljne preiskave, mogo imeti on je taki mali aparat, to bom itak vse tudi dokumentiral preko kamere. Tako da bomo videli, kaj bo. Ni normalno to, kaj se dogaja, ne vem, zakaj se dogaja. Če športam, če grem laufat, imam kar v redu kondicijo. Mogoče, ker sem se malo zredil, pa mogoče malo zdaj pretiravam spet z laufanjem, prehitro laufam, mogoče včasih, saj ne vem. Stres, to je tudi možno, kaj te vem, hrana, recimo, da jem v redu. Jem 50% v redu, 50% ne, tako čez dan. Jem tudi zdrav, pa ne zdrav, ne vem, kak mi je. Ampak bi bilo fajn, če bi malo tudi hrana da izboljšal, ne vem. Tako da ja. Če ste vi imeli mogoče take izkušnje kdaj v lifeu, dajte mi napisati v komentar, da vem. Jaz pa upam, da bo vse v redu, pa kar optimističen sem, mislim, bom ostal. Tako da ja, bodo itak obveščeni vse o tem, kaj se naprej dogaja s tem, z zdravjem. Tako da ja. Malo bolj svetla stran je, v soboto načeloma hočem iti snemati Königssee, to je na jugu Bayerna eno jezero, ful lepo. Bom malo šel športati tega, pač bom hajko. Mogoče sem šel celo kopat, ne vem, bom bil. Ful lepo je, bom tako posnel, pa boste videli, ful res ono bonbon. Tako da ja. Ampak ja, kaj se tiče tega videa, to je to. Upam, da ste uživali. Mislim, da ste uživali, da vam je všeč, zanimiv video. Če vam je, udarite subscribe, opalite like, pa ne pozabite se naročiti in pošljati ta kanal. Hvala vam! Jaz sem Edinos, to pa je bil video o mojem paničnem napadu.